Dobar dan. Se slišimo? A stavkamo, a ne stavkamo? Stavkamo, v redu. Lepo vas pozdravljam na osrednjem stavkovnem shodu v Ljubljani danes. Imamo nadaljevanje stavke v visokem šolstvu, zato ker se vlada spreneveda, nas najemlje resno in nam pošilja žaljive ponudbe glede vrednosti našega dela. Dopoldne so že bili shodi na nekaterih fakultetah in akademijah, ponekod se je zbral cel kolektiv in nekateri so se potem odločili, da pridejo tudi sem. Za začetek bi prosil, da nas na kratko pozdravijo trije zunanji gostje. Ena je dekanja Filozofske fakultete, ki gosti tale dogodek, Mojca Šlamberger-Brezar, potem predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Kočevalšek in predsednica študentske organizacije Slovenije Marike Grubar. Študentska organizacija je tudi podprla našo stavko, ravno tako rektorja dveh največjih univerz. Dekanja, izvoliš. Spoštovani stavkajoči, kolegi in kolegice, sindikalisti in sindikalistke, pa tudi vsi, ki to niste, pa ste se nam danes tudi pridružili. Dobrodošli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je bila jedro protestov že večkrat, med drugim leta 1968, 2010 in tako naprej, stavkali smo tudi lani. Vidim, da je stavkovna udeležba dobra in veseli me, da ne stavkamo nadaljavo. Skupaj z vodstvom Univerze v Ljubljani podpiramo stavko v segmentu, ki zadeva ustrezno vrednotenje našega dela, odpravo plačnih krivic in normalne pogoje za delo. Vodstvo Filozofske fakultete pa podpira tudi stavkovne zahteve, ki se tičejo novela zakona o visokem šolstvu v tistem delu, ki se nanaša na upravljavsko strukturo Univerze v Ljubljani. Univerze v Ljubljani odvzem dvojne pravne subjektivitete ne bo prizadel le konkretno, ampak tudi na simbolni ravni, saj so jo leta 1919 ustanovile članice. Preveč primerov neoliberalne racionalizacije visokega šolstva smo že videli povsod po svetu, da bi lahko sprejemali tovrstne spremembe z odprtimi rokami. Vsem skupaj nam želim uspešno stavko. Uspešni pa smo lahko le, če tvorimo enotno akademsko skupnost, pa če smo sindikalisti ali ne. Gre za vse nas, za pravično vrednotenje dela vseh zaposlenih in za prihodnost univerze v obliki, ki dobro deluje že več kot 100 let. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, ki stavkate v imenu Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, pa ne samo tukaj na Filozofski fakulteti, ne samo na Univerzi v Ljubljani, ampak tudi stavkajočim, ki v tem trenutku stavkajo na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem. Naj vam najprej čestitam za pogum in odločenost, da so se odločili za stavko. Ne prvič, že večkrat, tudi v času, ko se ostali sindikati za to niso odločili, vedno v preteklosti se je pokazalo, da je položaj zaposlenih možno izboljšati samo na ta način, kadar se vlada temu upira. Mi v Pergamu smo z vami in vas polno podpiramo. Visokošolski sindikat Slovenije stavko napovedal zaradi neresnega in podcenjujočega odnosa zaposlenih do zaposlenih v visokem šolstvu in zaradi nepripravljenosti reševanja težav, ki so se nakopičile na tem področju. Dejstvo je, da vlada javnih uslužbencev ne obravnava enakopravno. Favorizira določene poklicne skupine v javnem sektorju, znotraj dejavnosti vzgoje in izobraževanja in tudi znotraj visokega šolstva samega. Ne gre samo za visokošolske učitelje, gre tudi za visokošolske sodelavce, za raziskovalce, za strokovno-tehnične delavce, zaposlene v plačni skupini J. Vlada je s pogajanji zavlačevala več mesecev, spreminjala je svoje izhodišča, prisegala je na to, da bo realizirala pretekle zaveze vlad, ki so jih dale. Pa vendar je nekatere realizirala,
pri nekaterih je pa požrla svojo dano besedo in pozabila na številne skupine tudi zaposlenih v visokem šolstvu. Ves čas je spreminjala svoja stališča, prehajala na pogajanja brez polnega mandata. Včerajšnji predlog, ki smo ga prejeli z odpravo plačnih nesorazmerij, pa samo potrjuje, da se vlada ne zaveda kompleksnosti javnega sektorja in kompleksnosti sistema plač v javnem sektorju, ne nazadnje tudi ne posledic svojih lastnih odločitev. Ali pa predstavlja včerajšnji predlog provokacijo in norčevanje iz javnih uslužbencev. V Pergamu smo preko stikov z našimi sindikati po univerzah, fakultetah, tudi zaposlenimi v visokem šolstvu, seznanjeni tudi številnimi drugimi težavami na področju visokega šolstva, ki jih prav tako naslavljajo stavkovne zahteve, od faktorizacije, prekarnega dela in tako naprej. In prepričani smo, da je potrebno te zadeve ravno tako v okviru stavkovnih zahtev reševati, ne nazadnje tudi preprečati poskuse, ki dušijo demokratične procese v akademski skupnosti. Vlada tudi po mojem prepričanju s svojim ravnanjem krši dogovor iz oktobra 2022, krši pa ne nazadnje tudi zakon o stavki, ki zapoveduje obveznost obeh stran, da se v času od napovedi do izvedbe stavke pa tudi med njo pogajajo o stavkovnih zahtevah in skušajo rešiti spor. Do danes odziva vladne strani še ni bilo in s tem kaže tudi na svoj odnos do zaposlenih v visokem šolstvu. Bodite odločni, bodite glasni in predvsem bodite enotni. Če boste takšni in če boste složni v vaših zahtevah, ravnanju, ne nazadnje tudi podpori sindikatov pri zadevanju za uresničitev stavkovnih zahtev, ne more biti dvoma o tem, da bo stavka uspešna. Skupaj solidarni, močnejši. Lep pozdrav še z moje strani. Bom dodala nekaj misli, ki bojo prispevale k temu celotnemu mozaiku naših želja in zahtev, ki so danes tukaj predstavljeni. V Študentski organizaciji Slovenije podpiramo nadaljevanje stavke v visokem šolstvu, kot jo je napovedal Visokošolski sindikat Slovenije, in se strinjamo z zahtevami sindikata po ureditvi delovnih pogojev in odpravi plačnih krivic. Izobraževanje na šolstvu prepoznavamo kot jedrno družbeno institucijo. Gre za enega izmed temeljnih stebrov moderne civilizacije, ki igra osrednjo vlogo v družbenem in ekonomskem razvoju, demokratičnem opolnomočenju in razvoju splošne dobrobiti družbe. Tudi zato smo na šolstvu prepričani, da je nujni pogoj za reševanje in ureditev nastale situacije odprt dialog. Želimo si, da bi tudi na tak način vsi ključni akterji prispevali k urejanju predpogojev, ki omogočajo ohranitev kakovostnega visokega šolstva. Na šolstvu temeljno vlogo univerze pripisujemo njenemu pedagoškemu poslanstvu, katerega kakovost je v največji meri odvisna prav zaposlenih v visokem šolstvu. Delo v izobraževanju, še posebej na terciarni ravni, mora biti cenjeno in temu primerno tudi ovrednoteno. Visokošolski zavodi se morajo truditi, da za raziskovanje in poučevanje privabijo najboljši kader, kar ga je na voljo, zato mora biti tudi njihovo delo primerno ovrednoteno. Nujno je potrebno urediti delovne pogoje vseh zaposlenih na način, da bodo ti primerni za opravljanje tako pomembnega poslanstva, kot je poučevanje. Le z normalnim odnosom vlade Republike Slovenije kot predstavnika delodajalca in ukrepi usmerjeni v ustrezno vrednotenje pedagoškega dela, bomo mladi pridobili največjo mero znanja in kompetenc, ki nam jih lahko predajo naši profesorji. Želimo si, da vlada Republike Slovenije stavkovne zahteve naslovi v najkrajšem možnem času, saj je stavka napovedana v dneh, ki so za študente prav najbolj občutljivi, ker nas čaka izpitno obdobje. Kljub temu, da se zavedamo, v kakšnem položaju so visokošolski profesorji in jih podpira v njihovih prizadevanjih, verjamemo, da v boju za svoje pravice ne bodo otežili položaja študentov pri opravljanju študijskih obveznosti in da bodo konec koncev tudi z našo podporo uspešno dosegli ureditev svojega položaja. Hvala. Kolegice, kolegi, rad bi na kratko pojasnil, zakaj je sploh današnja stavka, zakaj je današnje nadaljevanje stavke in kje je prišlo do zapletov v dosedanjih stavkovnih pogajanjih. Marca lani smo izvedli samostojno stavko v visokem šolstvu. Neposredni povod je bil ta, da je vlada zdravnikom obljubila 6 plačnih razredov
in visokošolski učitelji smo na zdravnike v plačnem sistemu vezani. Poleg tega smo pa med stavkovne zahteve vključili tudi odpravo starih plačnih krivic in izboljšanje pogojev za delo. Med plačnimi krivicami naj izpostavim predvsem prenizke plače visokošolskih sodelavcev brez doktorata, katastrofalno nizke plače lektorjev, nepravično nizke plače bibliotekarjev, nepravično slab nabor delovnih mest informatikov in nasploh nizke plače delovnih mest, ki se jih uporablja v skupini J v visokem šolstvu in se jih uporablja tudi v drugih dejavnostih, kjer pogoji dela niso tako, oziroma delovne zahteve niso tolikšne, kot so pri nas. Pri zahtevah, ki zadevajo pogoje za delo, smo izpostavili ureditev pedagoških normativov, kajti ponekod v slovenskem visokem šolstvu izvedena ura še vedno ni ovrednotena kot 1 ura, ampak kot manj. Takega izkoriščanja ni niti na gradbiščih. Zahtevali smo, da končno dobimo pravo sobotno leto, ki bi pomenilo, da tistemu, ki gre na sobotno leto, ni treba nadomeščati samega sebe pri pedagoških obveznostih. Zahtevali smo neka minimalna IRD sredstva kot individualno pravico, ki bo neodvisna od članstva in položaja v programski skupini. Zahtevali smo odpravo prekarnega dela pedagogov, ureditev položaja asistentov učiteljev in raziskovalcev učiteljev in še nekaj stvari. Pogajanja so se začela konec septembra. Najprej smo se nekaj tednov zaletavali v zid. Vladna stran je arogantno trdila, da za nič nima mandata ali pa da neke stvari ne sodijo v kolektivno pogodbo. In morali smo oktobra prvič zagroziti z nadaljevanjem stavke. Vladna stran se je tega ustrašila in nam sredi novembra prinesla nova pogajalska izhodišča. Ta so bila pri pogojih za delo kar obetavna, pri plačah so pa vse skušala odlagati v veliki proces odprave plačnih nesorazmerij v celotnem javnem sektorju in reforme plačnega sistema. Pogajalci visokošolskega sindikata smo se takrat odločili, da nadaljujemo s pogajanji v tistih zadevah, kjer je kazalo, da je mogoče kaj doseči. Glede plačnih smo pa ves čas vztrajali in računali, da se bodo stvari v naslednjih mesecih kam premaknile. Do sredine januarja smo dosegli kar dobre dogovore glede pogojev za delo in sicer glede normativov, sobotnega leta, IRD sredstev, položaja asistentov učiteljev in raziskovalcev učiteljev, položaja prekarnih pedagogov in dela na domu. Dosegli smo tudi klauzulo, da bo vlada zagotovila dodatni denar za vse stroške dela, ki bi nastali s podpisanim dogovorom. Vendar do dogovora ni prišlo, ker se je začelo zapletati pri plačnih zadevah. Mesece in mesece smo poslušali, da vse to sodi na krovno raven v čas reforme plačnega sistema. Kljub temu smo do sredine marca uspeli dobiti neko oprijemljivo ponudbo za pedagoška delovna mesta in tudi zavezo, da se zraven vključi delovna mesta iz skupine J. Vlada je pokazala pripravljenost na to, da v tem, kar je danes skupina J, naredimo popolnoma nov nabor delovnih mest, ki bojo samo visokošolska in bojo ovrednotena drugače in glede na to, da je na univerzah zahtevnost dela v strokovnih službah in tehničnih službah pač drugačna kot v drugih delih javnega sektorja. Simptomatično se je pa zapletlo pri plačnih krivicah, ki so jih deležni visokošolski sodelavci in posebej lektorji. V zvezi s tem so pretekle vlade že 3-krat podpisale pisno zavezo, da je treba notranja nesorazmerja do visokošolskih učiteljev odpraviti. Tudi sedanja vlada je to podpisala oktobra lani. Podpisala je tudi, da bo to odpravljeno pred reformo plačnega sistema. In mi smo potem mesece in mesece poslušali, da nam govorijo, da so pravzaprav mislili, da bo to hkrati z reformo. Vztrajali smo, oni tudi, ampak začel se je bližati datum, ko naj bi bila reforma dogovorjena in to je čez točno 1 mesec, 30. junija. Reforme pa seveda še ni pod streho in je najbrž tudi ne bo.
Vladi smo že marca začeli govoriti naslednje. Če resno misli z odpravo plačnih krivic v visokem šolstvu, naj v delni in začasni stavkovni sporazum zapiše zavezo, kaj bo predlagala v krovnem paketu za celotni javni sektor za ta naša delovna mesta. Če tega ni pripravljena zapisati, pomeni, da vleče za nos ne samo nas, ampak vse sindikate v javnem sektorju in da je reforma lari-fari in da z odpravo nesorazmerij pravzaprav ne misli resno. In točno to se je pokazalo. Včeraj smo popoldne končno dobili paketni predlog odprave nesorazmerij po vsem javnem sektorju. Za visokošolska delovna mesta lahko rečem, da je predlog provokacija, nesramnost, da je aroganten in žaljiv. Namreč, predlog, kljub temu, da se je vladna stran na naših stavkovnih pogajanjih strinjala s tem, ne zmanjšuje plačne razlike med visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci, ampak jo povečuje. Samo visokošolskim učiteljem ponuja toliko, kot daje zdravnikom ali kot so zdravniki že dobili, ostalim pa manj. Skupino J pušča kompletno na cedilu. Najpogostejšemu delovnemu mestu, ki se uporablja pri nas v strokovnih službah, to so samostojni strokovni delavci, vlada ponuja samo en plačni razred. O novih delovnih mestih ni ne duha, ne sluha. Vlada je prosila rektorsko konferenco in KOSRIS pred nekaj meseci naj pomagata pripraviti nov nabor delovnih mest v skupini J, ki bi se jih tudi preneslo v skupino D. Od tega ni ničesar. Skratka, vlada misli, da se z nami ni treba resno pogovarjati. Vlada nas podcenjuje kot akademsko skupnost, vlada podcenjuje naše delo. Edina poklicna skupina, ki je v včerajšnjem predlogu dobila to, kar ji pripada, so zdravniki. Ob tem, da vlada tišči glavo v pesek glede vseh anomalij, ki se na tem področju dogajajo. Visoko šolstvo pa globoko podcenjuje in predlog je, kot rečeno, žaljiv, nesramen, aroganten in provokativen. Na to provokacijo lahko odgovorimo samo z nadaljevanjem stavke. Ne samo danes, glede na to, kar sem videl in slišal včeraj, sem kar prepričan, da bomo morali nadaljevati se stavko tudi 13. in 14. junija, morda tudi jeseni in pozimi. Treba bo vztrajati, potrebujemo složnost, odločnost, sicer nas bo vlada preizkušala in nas poskušala peljati žene čez vodo. Tega se ne gremo, tega si ne zaslužimo, vlada bo pač morala pokazati nekaj več spoštovanja do visokega šolstva, do univerz in do vseh, ki delamo v visokem šolstvu. Zato preprosto ni druge možnosti, kot da bomo vztrajali in da se naslednjič zberemo v še večjem številu. Hvala lepa. Zdaj pa vabim Matejo Gaber, da nam odrecitira en komad od Brehta. Kaj je bolj primerno za dan in dogodek, s katerim akademska skupnost izreka nezaupnico, nekredibilni in neresni vladi kot Bertolt Brecht? Hvala dialektike. Krivica prihaja danes med nas z brezskrbnim korakom. Tlačitelji se pripravljajo na svojih 10 000 let. Oblast zagotavlja, tako kot je, bo tudi ostalo. Nobenega glasu se ne sliši razen glasu vladajočih in izkoriščenje dviga glas po trgih zdaj se šele začenja. Toda mnogi tlačeni zdaj pravijo, kar hočemo mi, ne bo nikoli. Kdor si še živ, ne govori nikoli. Zanesljivo ni zanesljivo. Tako, kot je, ne bo ostalo. Ko vladajoči povejo svoje, spregovorijo o vladanju. Kdo si drzne reči nikoli?
Od koga je odvisno, ali bo zatiranje ostalo? Od nas. Od koga je odvisno, ali bo strto? Prav tako od nas. Kdor je izgubljen, bori se. Kdor je spoznal svoj položaj, kako ga boš zaustavil? Kajti današnji premaganci so jutrišnji zmagovalci. In iz nikoli nastane še danes. Prosim, da nas v imenu strokovnih delavcev skupine J nagovori Jasna Vanček, za njo pa v imenu lektorjev in lektoric Cvetka Sokol. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Zaposleni v plačni skupini J na Univerzi v Ljubljani predstavljamo okoli petino zaposlenih in verjetno smo podobno številčni tudi v celotnem visokošolskem sektorju. A se očitno ne vladi in nažalost tudi nekaterim sindikatom izobraževanja ne zdi vredno upoštevati naših zahtev. V očeh marsikoga še vedno veljamo kot pomožna delovna sila, ki samo tehnično izvaja odrejene delovne naloge. Samostojne strokovne delavke, samostojni strokovni delavci plačne skupine J smo razdeljeni v 3 izhodiščne plačne razrede, a z enakimi delovnimi nalogami. Zahtevnejše administrativno delo na članici, študijske in študentske zadeve, mednarodne izmenjave, mednarodno sodelovanje, komuniciranje z javnostmi in tako dalje. Je delo kolegice pomembnejše od mojega? Zahtevamo zmanjšanje nabora plačnih razredov, za svoje delo pričakujemo, zahtevamo pošteno plačilo in za enako delo pričakujemo in zahtevamo enako plačilo. Poleg tega pa tudi pravico, da smo lahko samostojni strokovni delavci plačne skupine J v visokem šolstvu dodatno zaposleni na projekti znotraj svojih članic. Na spletni strani univerze lahko preberemo: Univerza v Ljubljani si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti. To je mogoče doseči samo, če so tudi njeni zaposleni zavedani njenih vrednot in delujemo v dobro institucije. Deluje tudi institucija dobro za nas, zaposlene. Želimo in zahtevamo enakopravno obravnavo v spoštljivem in spodbudnem delovnem okolju. Plačna nesorazmerja niso spodbuda, ampak zbujajo močan občutek manj vrednosti. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. Takšne sodelavke in sodelavce si želimo tudi mi. Hvala. Lepo pozdravljeni. Lektorica na Filozofski fakulteti sem 30 let in pred 30 leti sem se začela boriti skupaj s kolegicami in nekaj kolegi za odpravo plačnih krivic. Nekaj osnovnih številk, da vidimo, kako daleč smo prišli. V primerjavi z učiteljskim delom na osnovni in srednji šoli lahko lektorica brez doktorata ali lektor seveda, ki ni pogoj za upravljanje tega delovnega mesta, napreduje od 36. do 41. razreda. In to do penzije, ne v nekaj letih, ampak do svoje upokojitve. Napreduje lahko torej za 5 razredov. Če to primerjamo z razrednikom v osnovni šoli na razredni stopnji, ki ima lahko po starem visoko izobrazbo, današnji bolonjski magisterij, lahko pa tudi višjo, današnjo prvo stopnjo bolonjskega študija, lahko do upokojitve takšen učitelj na osnovni šoli, še enkrat ponavljam, napreduje do 50. razreda.
Primerjamo torej 41 proti 50, razlika je 9 plačnih razredov. Lektorica, ki je pridobila znanstveni magisterij, lahko napreduje cela 2 razreda več do 43, torej se ta razlika zmanjša za 7 plačnih razredov. Lektorica z doktoratom pa lahko pride do 49. plačnega razreda, torej še vedno en plačni razred manj kot razrednik, razredničarka na osnovni šoli v prvi triadi. Številke je še veliko. Vzgojiteljice lahko napredujejo do 47. razreda, kar pomeni, da vse lektorice in lektorje prehitijo s plačami, z izjemo lektorice z doktoratom, ki jo prehiti zaborna 2 plačna razreda. Pustimo številke ob strani, so dostopne še marsikaj zanimivega in bolečega, lahko iz teh preglednic razberemo. Povejmo pa še, da vsak učitelj na srednji in osnovni šoli, ki si pridobi dodatno izobrazbo, torej doktorat znanosti, dobi ločen dodatek za višjo izobrazbo, česar mi lektorice, mi lektorji ne poznamo. Nazivi, v katere lahko napredujejo, torej ti najvišji možni nazivi, ki jih lahko dosežejo, so novi nazivi višjega svetnika, svetnice, in so trajni. Medtem ko lektorski nazivi niso trajni, vsakih 5 let moramo ponovno vložiti vlogo za osvežitev, za ponovno izvolitev naziv lektorice ali lektorja. Napredovanje na splošno v osnovni in srednji šoli lažje in hitrejše napredujejo na 3 leta. In ne pozabimo, da vsaka lektorica, ki obupa, lahko najde delo v osnovni ali srednji šoli, vsak osnovnošolski in srednješolski učitelj pa ne more biti lektor, zato ker so pogoji kar hudi, zlasti pri prvi izvolitvi. Izkazati je treba odlično znanje tujega jezika in tudi delovanje, pedagoško delovanje neprekinjeno 3 mesece v tujini. Tako da lektorice in lektorji vemo, zakaj stavkamo in bomo stavkali še naprej. Do konca. Hvala lepa. Na oder vabim Aljaža Gabra, da nam predstavi položaj visokošolskih sodelavcev in laboratorijskih tehnikov, za njim pa Uršo Para-Krašovec v imenu raziskovalk in raziskovalcev. Danes stavkamo tudi za visokošolske sodelavce, korepetitorje, tehnike, medicinske sestre in druge strokovne delavce, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi pedagoškega procesa, raziskovalnega in umetniškega dela na univerzi. Brez njih ni laboratorijskih vaj, brez njih ni poučevanja inštrumentov na akademijah, brez njih v laboratorijih tudi ni raziskovalnega dela. In brez njih nenazadnje ni marsikatere specialne analize, ki je znajo praviti bistveno boljše od visokošolskih učiteljev, kljub temu, da so plačani bistveno slabše. Vlada je obljubljala, da bo predlog odprave plačnih nesorazmerij uvrstila nov nabor delovnih mest za vse te skupine zaposlenih. In zahtevamo tudi, da se vsa ta delovna mesta vključi v našo skupno kolektivno pogodbo, da se bomo lahko sami pogajali za svoje, ne pa da se v bistvu v pravicah te integralne skupine zaposlenih na univerzi, tako kot celotna skupina J, vedno pogajamo na krovnih pogajanjih, kjer pač ni mogoče v vseh tej množici parcialnih interesov enostavno zagovarjati zahtevnosti in specifike dela, ki jo imajo te zaposleni na univerzi. Po drugi strani, novih mladih raziskovalcev, asistentov in marsikaterega izmed prej naštetih profilov je danes skoraj nemogoče dobiti. Kljub temu so vsi visokošolski sodelavci že tretjič dobili nepopolno odpravo plačnih nesorazmerij.
Vlada očitno močno podcenjuje kadrovsko krizo na univerzah, ker če bo šlo tako naprej, bo kmalu prišlo do kolapsa. Ampak odgovornost ne bo naša. Mi smo danes tukaj in jasno in glasno zahtevamo to, kar nam pripada. Nič več in nič manj. Odgovornost bo na strani vlade, ker nas ne želi poslušati. Hvala. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, danes stojim pred vami v imenu skupine raziskovalcev. Kot je bilo razumeti iz govora predsednika Gorana Kovačiča v plačni reformi predstavljeni včeraj, kaj bo z delovnimi mesti, se niti ne ve, se bodo črtana, bodo združena, skratka, tabela je polna ničel. Zato je med našimi stavkovnimi zahtevami tudi ta, da se tudi delovna mesta uvedejo v našo kolektivno pogodbo, da bo sindikat oziroma da bomo lahko soodločali o boljših delovnih pogojih in o boljšem položaju ali vsaj enakopravnem položaju raziskovalcev, ki smo del akademske skupnosti. Naš glas je pogosto bodisi utišan ali pa preslišan. Ni nas malo raziskovalcev, tudi na naši univerzi. Nas je okoli 20% oseb, ki smo zaposlene na raziskovalnih delovnih mestih. Na nacionalni ravni je na javnih univerzah zaposleno okoli 2000 oseb. In tudi ni naključje, da je delež žensk med zaposlenimi na raziskovalnih delovnih mestih, ki so pogosto prekarna, veliko večji od deleža žensk zaposlenih na bolj varnih delovnih mestih v skupini D. V Visokošolskem sindikatu Slovenije smo enotni in združeni vsi zaposleni na univerzah, borili se bomo skupaj in za vse, tudi za nas, za raziskovalce. Dolga in polna ovir je bila pot do uveljavitve zahteve raziskovalcev, da tudi nas, raziskovalke in raziskovalce, pred izkoriščanjem ščiti zakon o delovnih razmerjih in da tudi za nas velja zakonsko določilo, da je veriženje pogodb nezakonito. Visokošolski sindikat Slovenije je za veliko več kot 100 raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani izboril pogodbe za nedoločen čas in pri tem je to spoštovanju določil zaščito zakonsko določenih delavskih pravic bo vztrajal tudi v bodoče. Naš minister, profesor Papič, se je že v času rektorjevanja močno angažiral in tudi aktivno sodeloval pri uveljavitvi zakonskih podlag za dvojne, trojne plače, ko je vir za plačo pravi, bodisi tržni ali pa mednarodni. V času svojega ministrovanja pa je šel še korak dlje in z novelo zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti med prave vire vključil še projekte nacionalnega pomena, ki jih bo določil kar njegov pravilnik. De facto, minister je za tiste, ki imajo pravi vir po njegovem, odprl vrata za izstop iz plačnega sistema. Vlada pa ob tem kaže vso svojo dvoličnost in sprenevedavost, saj na eni strani v reformi zagovarja načelo enakega plačila za enako delo in se navidezno zavzema za odpravo plačnih nesorazmerij, po drugi strani pa je skupini zaposlenih v javnem sektorju odprla vrata za izstop iz sistema javnih plač in tlakovala pot za nova nesorazmerja, ne le znotraj dejavnosti, temveč celo znotraj iste organizacije ali še več znotraj istega laboratorija. Novela zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ne prinaša nagrajevanja znanja, vnaša in utrjuje podjetniško logiko na univerzi, vnaša nove diskriminacije v kolektive, tudi po spolu in sočasno nosilcem moči, šefom, ponuja novo orodje za utišanje kritičnih. Ne, gospod minister in ne vlada, šli ste predaleč, ne boste nas utišali. Univerza ni podjetje, od vas in od vlade zahtevamo, da spoštujete vse zaposlene na univerzah, tudi znanstvenike.
Zahtevamo, da spoštujete znanje in da spoštujete znanost. Na oder vabim predstavnico bibliotekarjev Ano Mehle. Dragi moji sodelavci, jaz nisem pripravljena na ta govor, tako da upam, da boste to upoštevali. Čisto nepričakovano zaradi tega, ker mislim, da so bibliotekarji zelo, zelo ključni za znanost in za filozofsko fakulteto. Kaj bi filozofska fakulteta brez knjižnic? Povejte mi, kako bi se ustanovil oddelek za... Kako bi se ustanovil oddelek za filozofijo, če ne bi bilo Majnogove knjižnice leta 1919? In kako bi se naredila rehabilitacija Webra in otvoritev Majnogove knjižnice leta 1989, če ne bi tega jaz naredila? Zdaj pa samo, da vam povem, jaz konkretno ne razpolagam s podatki, ne? Ampak so takšne razlike med bibliotekarji na filozofski fakulteti in bibliotekarji v knjižnicah, recimo v matični knjižnici Kamnik, te splošno izobraževalnih knjižnicah, da je sramota. Jaz edino za sebe vem, jaz sem tukaj zaposlena 34 let, sem hkrati knjižničarka, bibliotekarka, specialistka in strokovna tajnica, opravljam dvojno delo. Izdala sem 2 strokovni monografiji, citirajo me po celem svetu, zelo pomembni za filozofsko fakulteto, in imam 41. plačilni razred. Čez 5 let se bom upokojila in meni je najbolj me sram pred svojimi vnuki, ko me vprašajo, ja, babi, saj, kaj pa ti, zakaj pa imaš ti magisterij, a ne? Saj pa me ne moreš peljati v Snovik na bazen, ne moreš častiti Snovika. Nimaš. Tako da, ne vem, ni prav, ampak pravim, jaz sem samo svoj primer lahko povedala o pomenu, bogastvu knjižnic in bibliotekarjev filozofske fakultete. To znanje je neprecenljivo. Brez nas, vas ne bi bilo. Danes smo največ govorili o plačah, ni pa to edini problem. V zadnjem času je naše ministrstvo, ki smo ga potrdili na referendumu, zato da bi bolje skrbelo za interese visokega šolstva, pripravilo nekaj, kar je mogoče razumeti tudi kot spreminjanje, kot nastavek v zakonodaji za spremembo univerz v podjetja in za odpravo doseženih standardov demokratičnih volitev, ko gre za volitve dekanov. Marko Marinčič, prosim.
Pozdravljeni. Najprej v opravičilo, da sem še vedno v civilu. Odločil sem se za eno žrtvo, namreč vas prosil za dovoljenje, če lahko majici z napisom Univerza ni podjetje, spoštujte znanost. Danes popoldne na delovni skupini na ministrstvu izročim našemu kolegu, ministru dr. Igorju Papiču, drugo pa našemu kolegu, državnemu sekretarju Matjažu Krajncu. Izročil in bom ti dve čudoviti novi oblačili v vašem skupnem imenu. Popolnoma razumljivo je, da so pri tej stavki kot pri večini stavk v ospredju plače. Še posebej glede na inflacijo, kakršna je in jo vsak, glede na nesramne razlike v odnosu do drugih skupin, ne samo zdravstva, ampak tudi nižjih ravni šolstva. Lektorice so samo najbolj eklatanten primer teh nesramnih razlik. To, o čemer bom govoril, mislim, prosim, ne zdi akademsko ali pa abstraktno. Po mojem mnenju je to na nek način za naprej celo pomembnejše od plač, uvrstitev in tako naprej. Namreč vsak, ki je prišel stavkati, predvsem zaradi plača, kar je, kot sem rekel, popolnoma razumljivo, bo razumel, da vse to ne služi ničemu, če mu bo v kratkem nek nižji ali pa višji direktorček, ki se sploh ne bo imenoval dekan, določal obseg dela in plača. To je čisto stvarna nevarnost, ki sledi od stopi iz javnega sektorja. V ustavi piše, da so univerze avtonomne. To imamo navado razumeti na dva radikalno različna načina. Za nekatere v politiki, pa za večino v politiki, pa za nekatere v vodstvih, relativno večino v vodstvih, ta avtonomija pomeni univerzo kot nekakšno paradržavno korporacijo, ki se zelo intenzivno ukvarja tudi s komercialnimi dejavnostmi in tukaj jasno pridejo na vrsto izstopi iz javnega sistema. Tukaj so kot nalašč in so že predvideni, kot je kolegica povedala. Za nas, in mislim, da govorim lahko v skupnem imenu vseh, ki smo se tukaj zbrali, pa je avtonomija predvsem svoboda znanosti in poučevanja, brez političnih in drugih zunajznanstvenih pritiskov. Na tak način je avtonomijo ob neki priložnosti opredelilo tudi ustavno sodišče. Glede tega ni nobenega dvoma. Ideja, da bi zakon praktično vse o notranji ureditvi prepustil univerzam samim, bi pomenila, da lahko obstoječi senat univerze, upravni odbor skupaj z njim, naslednji dan spremeni notranji ustroj univerze v nekaj, česar doslej nismo poznali. Zdaj bom pa pojasnil, zakaj sem prinesel vsem tale neogleden, neestetski posvajalkan predmet iz pisarne, tole mapo. Ministrstvo pravi, da tak osnutek ne obstaja. Zato se jaz te mape zadnje tedne panično oklepam, kadar nekdo začne očitati, da halucinira. To rabim kot amulet. To obstaja, lejte, to obstaja, tukaj je. Sprintam, ni v virtualni realnosti, ampak v fizični. Obstajajo že zelo artikulirane ideje znotraj univerz o drugačni, bolj vertikalni korporativni strukturi univerz. O združevanju fakultet v nekakšne šole, o tem se pogovarjajo. Univerza v Ljubljani je relativno velika univerza, ampak na srečo pa Slovenija majhna država in tukaj več kot 14 dni skoraj nič ne ostane skrito. Združevanje fakultet v nekakšne šole, kjer so neki novi šefi nadrejeni celo dekanom, spravi čisto nova oblika uprave, ki jo lahko mirno imenujemo korporativna. To ni nek distopični privid, ampak poudarjam, obstaja. Obstaja pa tudi novela zakona,
o visokem šolstvu, ta pa še najbolj vsega obstaja, ker jo je ministrstvo na skrivaj pred delovno skupino, v kateri sem, poslalo na vlado, vlada je to stvar sprejela in jo poslala v državni zbor. Tukaj je govor o tem, med drugim, da bi se dekane potisnilo na delovna mesta direktorjev, čisto konkretno. Skratka, ne, ta novela pa neizpodbitno obstaja, tudi če sta vlada in državni zbor nek distopični privid, ker distopična ta vlada nedvomno je, žal pa ni privid. Za začetek zahtevamo, to se dogaja te dni, zahtevamo takojšen umik te novele. Nočemo dekanov kot direktorjev in tega nočejo niti dekani. Glede vseh načrtov za naprej, ki ne obstajajo, pa sporočamo, da bomo ostali na preži. Edini subjekt avtonomije bomo ostali mi, akademska skupnost, zaposleni in študenti, pri čemer dekanom sporočamo veselo novico, vsem tistim, ki so zgrešili poklic in bi raje bili menedžeri, pa slabo novico. Novica je pa tista. Novica je ta, da bomo mi poskrbeli, da boste dekani ostali prvi med enakimi. Univerza ne bo podjetje, menedžerjev ne potrebujemo, jih nočemo in jih ne bo. Za konec preberem pesem nekdanjega študenta Filozofske fakultete. Srečko Kosovel. Ne prosi, brat, kdor prosi, ne zasluži. Za nas velja parola naj zahteva in ta parola, bratje, naj nas druži, bodi bojevnik, drug, ne pa šleva. In kadar delavnike se odšteva in naše delavce se podkupuje, naj eno vaše srce ne vzdrhteva, naj eden izmed vas ne obupuje. Zapremo tvornico, zapremo plin, elektriko in vodovod iz gor, postavimo mejnike svojih straž, da tam spoznamo, bratje, kdo je naš, kdo stopa preko naših bolečin in takrat mislimo na upor. Spoštovane, spoštovani, hvala za udeležbo. S tem trenutkom je ta stavkovni shod zaključen, za nadaljevanje osebno ne odgovarjam. Imam pa eno osebno vprašanje. Mene nekako ima, da bi šel še pred vlado nekaj povedati na Gregorčičevo, a bi se mi slučajno kdo pridružil? Ja! Prav.